Živijo, zate imam danes eno novo učno vsebino, angelsko, tako prelepo, nežno, ljubečo, zaradi tega, da ti približam in predstavim nadangela Sandalfona. Nadangel Sandalfon je resnično poseben in zelo si želi, da bi ga ti ozavestila od tega trenutka dalje. Nadangel Sandalfon je poseben zaradi tega, ker od vseh nadangelov je s svojim bratom dvojčkom, to je bil Metatron, bil edini nadangel, ki je nekoč bil človek in je bil prerok Elija, v angleščini se reče Elijah, nekaj takega, in ona dva sta bila zelo močna preroka. In Sandalfon je bil predvsem tisti kot Elijah, ki je zelo rad pomagal ljudem. In veljalo je po teh legendah, da kjerkoli se je pojavil, so se dogajali neki čudeži. To pomeni, da je nekomu grozila smrt, pa je bil Sandalfon, ker Sandalfon klicala je bil v bližini, se je pojavila Božja prisotnost in potem te ljudje in te otroci in tako dalje niso umirali. Znal je povezovati ljudi in zaradi tega ljubečega aspekta je bil potem kot duša povišan v nadangela. In Metatron in Sandalfon sta dva izmed redkih angelov, ki nimata v imenu El na koncu. Imaš Mihael, Rafael in tako naprej. Zelo malo pa je, imaš Oriona, zelo malo angelov pa je, ki imajo On, torej Sandalfon, Metatron na koncu v imenu. In ta končnica, medtem ko El pomeni božansko, On pomeni bratsko. In nadangel Sandalfon je ravno to, en veliki brat je. In tudi ob njegovem prehodu v nebesa in v tem njegovem povišanju v Sandalfonu, sta ga v bistvu taka dva ognjena konja sta ga ponesla direktno k Bogu in potem je prišel do tega, da je nadangel Sandalfon postal čisti angel čudežev, čudežnih rešitev in angelske sinhronizacije. Ampak zakaj? Zakaj bi mi zdaj njega rabili? Zaradi tega, ker ve, kaj pomeni biti človek. Kljub temu, da je to zdaj nadangel, je imel človeško izkušnjo. Nadangel Mihael tega ni imel, veš. Ve, kaj pomeni biti človek in včasih, a zdaj mi res rabimo nekega Sandalfona, se približamo Bogu, pa govorimo s tem verom. Ne. Ampak včasih je tvoja frekvenca, bodva iskrena, zelo nizka, si v skrbeh, te strah, kakorkoli že se nekaj težkega dogaja. In takrat ti zelo težko zvišaš frekvenco, da sprejmeš ti neko božjo rešitev, čudež, sinhronizacijo in pa imaš občutek, da te Bog ne posluša, da te ne upošteva, da moraš trpeti, ampak ni res. Gre se samo za to, da se ti frekvenčno tukaj s temi čudeži pa s temi sinhronizacijami kar naenkrat ne moreš ujeti. In to je težava. A veš, kaj mislim, ne? Nadangel Sandalfon je pa tisti, ki zna med dimenzijo Boga in zemljo zelo dobro prehajati, glede na to, da v njegovi sestavi je tudi ta izkušnja. In kadar rabiš ta most, rečem temu, zato je to moj pregovor iz moje druge knjige, ki še vedno velja kot pregovor duhovnega ateljeja potovanja duše, torej ljubezen je most med nebes in zemljo. Ta most, torej med nami in v bistvu to čudežno energijo, ki mi rečemo pogovorno kot Bog, je zelo velikrat lahko zate Sandalfona, In danes sem tega ozavestila zato, da veš, kaj, iz kje on prihaja, kaj je v bistvu njegova zgodovina, zakaj je poseben in da veš, da ga mogoče nič narobe, da dela z nadangelom Mihaelom in tako naprej, ne vem narobe razumeti, ampak doskrat je mogoče Sandalfon nekje v ozadju, ljudje premalkrat pomislijo na njega, premalkrat pomislijo, da ga lahko prosijo za pomoč, a veš. In danes je želel v bistvu s to osebina, sploh, ko se bliža njegov praznik, da te spomnim na to, da rabi pa zakon svobodne volje, rabi dovoljenje, da dečka je bilo dobro, da ga pokličeš na pomoč, da ga prosiš, da v bistvu neki tvojo frekvenco dvigne in da te z temi čudežnimi sinhronizacijami, rešitvami tako naprej poveže, ker zaslužiš pa si pomoč. Absolutno si jo zaslužiš. Tako, če ti zdaj Sandalfon to govori, začni z njim delati na vsakodnevni ravni, torej načrtno, dragi nadangel Sandalfon, rabim to, da mi to pokažeš, a mi lahko prosim nek čudež kle aktiviraš, a mi lahko prosim pomagaš. Seveda si ti odgovorna, da svojo osebno frekvenco dviguješ, a veš, to pa moraš vedeti. Lahko ti pa pomagam z nadangelom Sandalfonom, prav konkretno. Definitivno imam vsa ta znanja, ki sem zdaj povedala v 9. dimenziji v spletnem programu, ko to si lahko posebej pogledaš, ampak bomo pa naredili
v bistvu 20.7. meditacijo, ravno to, kar sem napisala, čudeži, sinhronizacija, povezati te v ta most, da ti lahko sprejmeš to angelsko pomoč in da lahko res manifestiraš in dvigneš svojo frekvenco, bomo naredili prav o prazniku nad Angela Sandalfona z njim meditacijo. Poglej si, na spletu bo posnetek, imaš, pripravila sem zelo lepo darilo. Kakorkoli že se boš odločila delati Sandalfona, je to ta meditacija, kakorkoli že, sem ti ga sedaj približala in verjamem, da si sedaj v najbolj varnem objemu. Tako želim ti, da ti Sandalfon prinese najlepše stvari in do naslednjič, ko se seveda takole začutiva, te lepo pozdravljam.